Lepo pozdravljeni otroci, učitelji, učiteljice. Povabili smo vas z enim posebnim namenom danes v knjižnico pri Miško knjižko. Miško knjižko vas je tudi vesel in vas pozdravlja, čeprav ste vi že veliki, ampak tako malo za hec, ne, in tudi za vas, no, vse prijetno, če vas pozdravi naš Miško knjižko, ki ga poznate, ne? Poznate? Ja. Miško knjižko je že zelo dolgo pri nas v knjižnici, čeprav tako dolgo, kolikor je pač knjižnica stara, pa ne. Naša knjižnica praznuje, knjižnica za otroke, praznuje 60 let. Kaj vi še spite, ali kaj? Dobar dan, sem rekel! Dobar dan! No, to je pa že bolje. Kledo je treba pozdraviti. Kako ste kaj? Kar v redu. A vi veste, kdo sem jaz? Martin Krpan z vrha pri Sveti Trojici doma. A je tukaj med vami kakšen mejač? Res si mejač? Po poklicu si mejač? Ali se samo pišeš mejač? A oboje? Kaj pa je poklic mejača, povej? Kako ti je pa ime? Povej. No pa povejte, dej, kaj je to mejač? Povej. A, šaljivca imamo med nami. En aplav za našo fajco. Dovolj je, dovolj, dovolj. Če se že hecaš, potem se hecaj do konca. Dragi moji, mejači so tisti ljudje, ki pazijo na naše meje. Čigav je koniček? Čigav je koniček? Moj je ta koniček! Ja, kaj je zdaj podganca? Zdaj se pa skrivaš, ali kaj? Kaj? Kdo sem jaz? Ja. Martin Krpan, z vrha pri Sveti Trojici sem doma. Kdo ste pa vi? Res, ja. A bi prosim lahko konja predstavili? Če pa tako lepo prosite, no. Vidite se nikaj? Ne, vaša vzvišenost, navaden človek z vrha pri Sveti Trojici. Kaj? Kaj pravite? Kako bo takšen preprostež uglavnjavca, ki lomasti po naši deželi kot medved skozi travnik? Cesar, spomnite se, lansko leto, ko smo potovali iz Trsta na Dunaj, srečali smo moža, ki je svojega konja z eno roko predstavljal kot bi cekar nosil, se spomnite? Na svoji kobilici jezdil, najlepša hvala. Krpan, tisto kljuse, ki si ga sam predstavljal, pa ne naučuj se, no. Tole kljuse je močnejše od vseh vaših ponijev v vašem hlevu. No, prav. Če pa želite, pa lahko poiščete koga drugega, da se bo lasal z brdavsom. Jaz bom izbral svojo kobilico. Ne, kaj si tako mislil, no? Pa jezdi na svoj kobilici, no. Te voljo, no. Zdaj pa tako. Sporočite brdavcu, da se dobiva na polju. Rad bi že zaključil s tem in se vrnil za peč. Ojoj, no, vidim, da gre zdaj zares. Prav, Krpan. Minister Gregor! Tebi je to smešno, kaj? No prav. Vidim, da si neoborožen. Prav. Bova pa danes brez orožja. Ampak
seziva v roke. Eden od naju se danes ne bo več ostal tukaj. Eden od naju bo tukaj obležal. Pridi, brdavci. Kako? Kaj? A ga vi kaj razumete? Kaj pa ne? Saj si samo roki podajava. Ja, zdaj se ona pa borila. Dvigni se, Marčina! Dvigni se! Zdaj me pa dobro poslušaj, da te nikoli več ne vidim tukaj ali kje v bližini Dunaja. Še manj pa ne v moji deželi. Če te še kdaj vidim, ti odsekam glavo v